skoraj nisem mogel parkirati, ker je tako malo prostora. No, veste, kaj je največja nočna mora vseh, ki vozijo 5-metrske kolose? Ja, najti dovolj veliko parkirno mesto. K sreči pri nas nimamo več milijonskih mest, v katerih bi izgubljali živce in lase, se pa pogosto vozimo na avtocestah. Tukaj nastopi Smart 4x4. 3,5 metra dolg mestni potepin, ki je nastal v sodelovanju s francoskim Renaultom in je brat novega Twinga, čeprav je registriran samo za 4. Prostora je zdaj malo, ne samo za glave, tudi za noge, ampak to so stvari, ki so stranskega pomena za nekoga, ki išče majhen, poskočen, zanimiv in za dva dovolj velik stroj. Pri Smartu že od nekdaj ponujajo številne kombinacije barv zunanjosti in notranjosti, tokrat pa je na voljo 40 kombinacij barv panelov in varnostne kletke Tridion. Tale gorčično-črna kombinacija je sicer kar zanimiva in bi se morala nadaljevati tudi v notranjosti, ker pa je tale, oranžna. No, vse tako pravijo gospodične, ki jim je to pomembno. Mogla biti pa taka. 0,9-litrski turbobencinski trivaljnik, ki je posodil Renault, je nameščen zadaj, tudi pogon je na zadnji kolesi, vseh 66 kW moči, kar je 90 konjev, pa se tja prenaša preko 6-stopenjskega dvosklopčnega menjalnika Twinamic oziroma EDC po Renaultovo. In zdaj lahko rečem, da dela vrhunsko. Pri spaljevanju komaj kaj cukne, predstavlja tako dobro, da komaj opaziš, da je prestavi, razen pri vključevanju na avtocesto se kdaj pa kdaj zmede, kar ne zmoti. Sem prav razmišljal, da bi me na mesec stal 17,5 €, če bi 4x4 vzel na 5 let. 1050 € je sicer to plačilo, 4x4 pa z njim do stotice prisopiha po 12 sekundah. Če bi dali 13 € za osnovnega ali 15 za takšnega, bo zelo zanimiv. Sam bi izbral še boljši multimedijski sistem, ker je tale malo zastarel. V vsakem primeru pa boste navdušeni nad obračalnim krogom, ki znaša samo 8,65 metra. Tole je res okreten malček in ja, spet sem se vrtel v krogu na parkirišču. Pač ne morem si pomagati.